Tokratna razstava z naslovom Črno-bele grafike ujetih trenutkov je za ljubiteljskega fotografa Matevža Jeklerja po številnih skupinskih razstavah skupaj z ostalimi člani fotosekcije Kuda Fofite šele druga samostojna fotografska razstava. In kaj torej pomeni tokratno vabilo na fotografsko razstavo črno-belih grafik? Ja, to pomeni, da se tudi iz fotografije, kot vidite, da narediti neke grafike, ki so dejansko zelo lahko podobne risbi z ogljem ali svinčnikom. Naučil me je predvsem Boris Primožič, naš mentor fotografije, seveda prvi nas je navdušil, vsaj mene, tudi s črno-belo fotografijo, potem pa je to korak dlje, nekako z malo muke, z malo potrpljenja in seveda s pomočjo mentorja sva prišla do teh rezultatov. Kaj to pomeni malo muke? Kaj je tisto, kar je razlika med eno črno-belo fotografijo pa sedaj to grafiko? Ja, črno-bela fotografija pravzaprav, ko jo spremeniš iz barv, dodaš malo kontrasta, malo odzameš belin, dodaš črnine pač po želji. Tu se pa začne igra senc, igra črnega, črno-belega, sivega in tako naprej. Vsako barvo je treba posebej malo določati, zelo pojačati nekje črnine, da dobiš grafične izraze na fotografiji. Prvi analogni fotoaparat Zenit je dobil sicer že pri 10 letih. Skupaj z očetom pa je pridno šklocal vse do odhoda k vojakom. Potem so prišle druge obveznosti in več let pavze. Za fotoaparat je ponovno poprijel v novo nastalem Kudu Medvode oziroma fotosekciji Kuda Fofite pod mentorstvom Borisa Primožiča. Prvo samostojno fotografsko razstavo je imel prav v knjižnici Medvode pred 4 leti z naslovom Od doma do doma, torej s fotografijami, ki so nastale na popotovanjih po Sloveniji. Tokratne pa tudi na popotovanjih po tujini. Je kakšna medvoška med 21? Ne. S kakšnim posebnim namenom ali pač nimamo tovrstnih motivov? Najbrž da ne. Ne, motivi bi se sigurno našli, ampak sem pač med temi izbranimi, imel sem jih v izboru kar nekaj, tako da sem se pač odločil za te. Ko se odpravite s fotoaparatom, v tem konkretnem primeru, ste šli s fotoaparatom prav z namenom, da nastanejo črno-bele grafike? Ne. To sem se odločil po kar nekaj tedenskem premisleku, zbiranju fotografij iz vseh 1000 fotografij, bom rekel, je treba pregledati in se potem odločiti, katera bi bila dobra v črno-beli in še potem nadaljevanje v grafiko. K sodelovanju je povabil tudi hči Moniko, naj k njegovim fotografijam napiše spremne tekste. Na začetku moram reči, da so mi bili teksti malce čudni, ne? Ampak ko jih prebereš in si pogledaš zraven fotografije, vidiš, da nekako pašejo zraven in je napisala odlične tekste. Ko je oče dejal, Monika, boš sodelovala, kakšna je bila tista prva misel? Mislim, imela sem čas, korona je bila, tako da sem rekla v redu. Umetnostno zgodovinarko Moniko Jekler iz preteklosti poznamo kot saksofonistko, aktivno članico Godbe Medvode, kot aktivno članico, tudi predsednico društva Kuda Fofite, predvsem kot odlično ljubiteljsko igralko in zadnje čase tudi kot aktivno soustvarjalko oddaje Ljubiteljska kuharija. Pa je oče vedel, da lahko od nje pričakuje tudi literarno ustvarjanje? Ne, se še sama nisem vedela. Jaz mislim, da je tako vsaka stvar odraz tistega trenutka in kako ga takrat doživljamo. Tako da pač ja, na nek način absolutno je odraz trenutka. Po drugi strani so pa neka splošna vprašanja, ki si jih ljudje vsak dan zastavljamo. Pa mogoče premalkrat to. 21 očetovih fotografij je povezala z razmišljanji, ki so se ji porajale ob njihovem ogledu in jih strnila v 7 besedil. Nastajali so pa, se pravi, sprot. Mislim, jaz sem gledala fotografije, pa si vsakič nekaj drugega mislila ob eni fotografiji, pa sem si rekla, mislim, če si jaz vsakič nekaj drugega mislim o fotki, čez 100 oči, potem je to 100 mnenj, tako da brez veze zdaj prav na fotko tekst, ampak sem pač neko splošno usmeritev dala. Je to začetek takega obdobja pisanja ali je bil pač to en eksperiment v življenju? To bomo pa še videli.